Drage gledalke in dragi gledalci, gledate oddajo Moč poslovne podpore. Z mano je Metka Resnik, poslovna sekretarka Mestne občine Krško. Draga Metka, povej mi, kaj tebi predstavlja pojem moč poslovna podpora? Ja, mislim, da je poslovna podpora nekaj, kar omogoča, da je naše vodstvo pri svojem delu še boljše. Tako je. Najlepša hvala, Metka. Kdo v resnici stoji v zaledju velikih zgodb? V oddaji Moč poslovne podpore razkrivamo nevidno silo, ki poganja sisteme, od dinamičnih filmskih setov in protokola javne uprave do hitrega gospodarstva. Spoznajte poklic, ki ni le služba, ampak srce ekipe in temelj zaupanja. Stopite v svet, kjer se vrhunska organizacija sreča s srčnostjo. Dobrodošli v oddaji Moč poslovne podpore. Delo v javni upravi je več kot le natančnost in spoštovanje protokola. Je srce občine, stik med ljudmi in vodstvom. Moja današnja gostja, Metka Resnik, že več kot 2 desetletji deluje kot poslovna sekretarka v kabinetu župana Mestne občine Krško. Njeno delo je preplet organizacije, komunikacije in zaupanja, vsega, kar tvori temelj dobrega sodelovanja. Je tudi prejemnica priznanja Adma odličnost leta 2023, kar potrjuje, da svoje delo upravlja z izjemnim občutkom za ljudi in kakovost. Metka, veseli me, da si danes z mano. Hvala za povabilo. Dej, za začetek mi mogoče povej, kdo Metka sploh je? Tako osebno, poslovno smo pa že slišali, da poslovna sekretarka v kabinetu župana Mestne občine Krško. Ja, v bistvu, če pišem sama sebe, sem zmeraj v akciji, zelo komunikativna, zelo nasmejana. Zmeraj moram biti v središču nekih izzivov, ki jih potem rešujem in koordiniram in pomagam, tako da ja. Zelo rada sem pač med ljudmi in v timskem delam v skupini, v timu, iščem neke rešitve, vedno najdem neke predloge, neke izboljšave, tako da ja. Drugače pa v prostem času sem pa trenutno zelo srečna babica 3 vnučkom in to je pa tisto za dušo, ker te pocrkla, ko prideš domov iz službe. In kar ti da še dodaten iskren nasmeh na Tako, obraz. ja. Metka, 2 desetletji kot poslovna sekretarka v občinski upravi, to je že kar lepa doba. Povej mi, kakšni so bili tvoji začetki, kako se je vse skupaj začelo? Ja, v bistvu že kot mala deklica, ko so me vprašali, kaj si želim početi, ko bom velika, je bil vedno odgovor, jaz bom pa delala v pisarni. Okej, pa rekla sem, bom stanovala v bloku in bom delala v pisarni. No, ko sem končala ekonomsko fakulteto, pravzaprav nisem vedela, kam me bo vodila poslovna pot. In sem začela kot v podjetju Lisca, kot špediterka in potem nadaljevala kot vodja veleprodaje v podjetju Agrarja Cvetje na Čatežu. Zelo zanimiva služba. No, in šele 2002 sem potem prišla v občino Krško in se zaposlila kot poslovna sekretarka. Razlog je bil pa pravzaprav v tem, da sem bila mamica 2 otrokoma, ki sta vstopala v osnovno šolo in sem se odločila med kariero vodje veleprodaje na eni strani, cele dneve v službo, potovanje po celem svetu, ampak je prevladala vloga mamice, ker sem se odločila, da pač moram biti podpora otrokoma in vse te aktivnosti izvenšolske pač se posvetiti njima. In sem pač iskala službo, ki bi bila malo bolj recimo v kalupu od 7 do 3, čeprav vemo, da to ni, ne. In tako sem pristala pač na občini Krško. Je kdaj bilo žal za to odločitev? Ne, v bistvu sem šele, ko sem nastopila to delovno mesto, ugotovila, da je to v bistvu tista moja prava, tisti poklic, ki si ga v bistvu želim opravljati. Tisto, kar delam s srcem in s strastjo, in če to delaš s srcem in strastjo, potem si sigurno najboljši v tem svojem poklicu. Se pravi, ti z veseljem poudariš, da si poslovna sekretarka? Ja, z veseljem poudarim. Tako. Kako se je tvoje delo skozi leta v občinski upravi spreminjalo? Vemo, da je zelo dinamično delo, delaš z veliko ljudmi, tudi z vsakimi volitvami pride lahko nov župan, spet novi načini dela, novi ljudje. Kako si ti to sprejemala?
Ja, v bistvu vsaka 4 leta si tako malo na prepihu, ker nikoli ne veš, ali te bo novo vodstvo obdržalo v ekipi, ker to je le najožja ekipa, ali boš zamenjan oziroma vedno znova in znova moraš dokazovati svojo profesionalnost, da ti lahko zaupajo. In ja, v bistvu vsaka 4 leta si tako malo, te je strah. Ampak se mi zdi, da po to, ker jaz sem zdaj od 2-2 in mislim, da sem v vseh teh letih dokazala svojo profesionalnost in da lahko delajo z mano in jaz sem pravzaprav imela srečo, da vsi moji župani, v bistvu tako moram povedati, jaz pač upravljam delo poslovne sekretarke ne samo županu, ampak tudi direktorici občinske uprave in pa podžupanom. Tako da v enem trenutku imam celo 5 šefov, ki jih moram koordinirati, ampak z vsemi sem imela zelo lep odnos, z vsemi smo se res zelo lepo razumeli in se dopolnjevali pri vseh aktivnostih in dogodkih in pri vsem, kar smo počeli. No, tako da ja, jaz pač uživam v tem poklicu in na tem delovnem mestu. Kako pa bi lahko recimo opisala svoj tipičen dan, če obstaja tipičen dan pri delu? Ja, ni glih jaz mislim, da vsak dan je nekaj takšnega, kar ni tipično, ne, kar se zgodi in se moraš prilagoditi. In glih to je tisto, kar te dela, mislim, za kar si dober, ker če ti lahko v trenutku odreagiraš na situacijo, nepredvidljivo situacijo, ki se pojavi, in potem jo speleš tako, da v bistvu okolica niti ne ve, da je bila pač to nekaj se je zgodilo, kar se načeloma ne bi smelo, kar ni bilo splanirano, potem tam vidiš, da si dober. Zdaj tipičen del, tako, jaz pač probam priti v službo pred mojimi šefi. Pri ta zadnjem mi to včasih niti ne uspe, ker je res zelo zgodaj v službi. Odprem vse pisarne, odprem okne, pripravim koledarje na mizo, da vidijo delovni razpored tistega dne. Poklepetamo, ko prideta oba, pregledamo, kaj se tisti dan mogoče spremenilo, bo se zamaknilo, kaj storniramo, zamenjamo, ne vem. In potem se začne sprejem strank, nemogoče število telefonov, tako. In to je običajno do 3, seveda pa so skoraj vsak zelo velikokrat, no, v vsakem tednu so dogodki, ki so popoldan, tudi vikendi, tudi prazniki in pač to je delo, ki ga vzameš v zakup in pač oddelaš. Kateri pa so tvoji največji izzivi pri delu? Tisto recimo obsega zelo različno področja, se pravi, imaš tudi protokol, organizacijo dogodkov, to sta tudi 2 ključnih stvari pri tvojem delu. Kaj je tisti največji izziv, ki ga vidiš pri delu? To je komunikacija s strankami, ker imamo res dnevno pač prihajajo stranke, tako tiste nenaročene k županu, pa stranke, ki so naročene, pa potem stranke, ki jih imam na telefonu. In meni res predstavlja izziv to, da sem kljub temu, da nimaš vsak dan dober dan, ne? Ali so težave, ne vem, doma, ali je v službi se nekaj zgodilo, pa nimaš časa nekaj narediti, pa te roki preganjajo. Ampak jaz vedno poskušam biti do vseh strank prijazna, nasmejana in pomagati, ker jaz vem, da ko pridejo na občino, mi sami se včasih v javni upravi izgubljamo v vsej tej administraciji in v teh papirjih in verjamem, da stranka, ko pride, res ne ve. In če jaz rečem, gospod, se opravičujem, pejte na sosednja vrata ali pa ne vem, vrata 206, saj ne vejo. In meni je glih to izziv, da jim pač pomagam, ali sama probim rešiti njihovo težavo ali pa jih odpeljem do sodelavca ali pa tudi po telefonu, da sem pač prijazna. Včasih tudi sam terapevtka, ki posluša 15 minut neko težavo, pa je potem za gospoda svet lepši. Meni je sicer vzel 15 minut, ampak sej. Njemu je pa to polepšalo dan. Njemu je pa to sigurno dalo polepšalo. dobro izkušnjo Ja. z vašo občinsko upravo in z vašo In tudi občino. jaz mislim, da pač zaposleni na občini smo tisti, ki bi morali biti tam zato, da pač smo neka support občanom in bi mogli stopiti korak bližje, tudi na ta način, da smo prijazni, pa da jih pač utrkljamo. Vseeno pa nas te stvari nekako načnejo. Se pravi, to poslušanje, spremljanje, ves čas nasmeh, da delaš za druge, te izžame, te izprazniti energijo.
kaj ti storiš, da vseeno napolniš baterije, kaj je tisto, kar te drži pokonci in da se potem tudi naslednje jutro vstaneš in greš z nasmehom v službo in zopet pomagaš ljudem in opravljaš vestno svoje delo? Res, ja. Jaz res vsako jutro, ko se vstanem, se ne vstanem s kepo v želodcu, pa rečem, ojoj, moram v službo. Ne. Jaz grem res z veseljem, zato ker tam počnem stvari, ki me veselijo in ki mi dajo neko energijo. Ampak so pa dogodki, ki ne grejo po planih, so stranke, ki so težavne in ja, me izčrpa. Zdaj, nafila me definitivno moji 3 vnuki, družina, s katero imam zelo dober odnos, in pa rada imam naravo, zelo veliko hodim gore, rada plešem, rada se družim s prijateljcem. Nenazadnje rada obiskujem izobraževanja, kjer srečam stanovske kolegice, s katerimi predebatiramo neke stvari in potem, ne vem, s tem dobiš novo znanje, dobiš neko energijo. Igram v gledališču, ne vem, v glavnem, ja, veliko stvari počnem. Tvoje življenje je polno različnih izzivov, različnih izkušenj. Počneš veliko stvari, ki te izpopolnjujejo, se pravi, si poslovna sekretarka s srcem. In to je tisto, kar tudi poudarja moč poslovne podpore, tista srčnost. Ja. No, drage gledalke in dragi gledalci, mi pa se zopet vrnemo k naši Metki čez nekaj trenutkov. Drage gledalke in dragi gledalci, gledate oddajo Moč poslovne podpore. Z nami je Metka iz kabineta župana Mestne občine Krško. Draga Metka, ti si res taka srčna, nasmejana, kar lahko tudi sedaj opazimo. Povej mi, si s srcem poslovna sekretarka. Se vidiš tudi v prihodnje? Za tabo je le že 2 desetletji. Se vidiš tudi v prihodnje na tem delovnem mestu? Ali razmišljaš mogoče, da bi se kdaj pa vseeno ustalila nekje drugje? Mogoče sem, ne vem, mogoče to razmišljam za vsak, ko so volitve, ko pridejo volitve in ko razmišljam, ok, mogoče bom pa zdaj mogla spremeniti. Ampak si zmeraj tako srčno upam, ne, bi pa ostala tukaj. In v bistvu si želim ostati na tem delovnem mestu kot poslovna sekretarka. Sicer me čaka še, mislim, da 8 let, ampak ja, bi počela to do konca. Je to tisto, kar je moja top izbira. In kar živiš. In kar živim, ja. Tako. Velik del tvojega dela je tudi protokol. Protokol se mogoče sliši kot enostavna zadeva, posedemo udeležence v prvo klop, povabimo jih, ampak protokol je nekaj bistveno več in ljudje ga ne poznajo. Kako bi ti na kratko opisala to poznavanje protokola, kako si se ga učila? So bile kdaj kakšne večje napake, kako si se učila iz napak? V bistvu protokol ni nekaj, kar nas žal učijo v osnovni šoli ali pa mogoče v srednji šoli. Tudi na fakulteti mogoče nek predmet bi lahko bil, ne? To sem jaz progrešala v času mojega izobraževanja, ko sem študirala. Ampak sem se potem skozi leta, ko sem hodila na vsa ta izobraževanja, udeleževala tudi tega izobraževanja. Recimo moj vzor je bila vedno Ksenija Benedeti. In v službi moram reči, da pač mi prepuščajo stvari, ne vem, organizacijo posavske proslave ob dnevu samostojnosti. To je en izmed projektov, na katerega sem res zelo ponosna in ki ga recimo 20 let delam. Je zadeva, ki jo moraš vsako leto znova in znova narediti program, da je malo drugačen kot preteklo leto in da še zmeraj je to pokrit ves tisti protokol, ki mora biti. Vsako leto me je znova strah, kaj bo narobe, kako bom posedla v prvo vrsto narobe nekoga. Ampak ja, pomagam si tako, ne vem, pokličem recimo na protokol Vlade Republike Slovenije, napišem jim mail, kako pa mi lahko pomagate tle, kako naj naredimo. Knjiga od Ksenije Benedeti je recimo vedno na moji mizi, ne? Ker so poleg proslav tudi, ne vem, razne otvoritve, razne obletnice društev in v bistvu se s tem protokolom dnevno srečujem. In več, ko se srečuješ, lažje je potem, čeprav nikoli ni enostavno, vedno je
Ampak del protokola je tudi otvoritev cest. Vedno sem se spraševala, zakaj rezanje traku. Daj nam malo bolj konkretno razloži, kakšno simboliko ima, na kakšen način je pravi način prerezati traku, ter kaj ta trak v bistvu sploh potem predstavlja. Ja, trak v bistvu predstavlja prehod iz nečesa starega v nekaj novega. Zdaj, lahko ga režemo pri otvoritvi novega zdravstvenega doma, pri obnovi neke ceste, samo pri neki manjši zadevi, mogoče energijska sanacija neke osnovne šole, ne. Gre v bistvu, reže se trobojnica, vedno na dogodek povabimo seveda župan, mogoče predsednik krajevne skupnosti ali pa nekoga direktorja podjetja, kjer se to utvarja. Običajno potegnem tudi iz občinstva ljudi, ki so mogoče pri sami otvoritvi doprinesli nek delček in so zelo pomembni bili za to obnovo in potem povabimo še njih. In je ta trobojnica v bistvu nek simbol ponosa, da smo na lokalni ali pa na državni ravni naredili nekaj novega, nekaj dobrega za ljudi. V bistvu nek simbol to predstavlja, no. In ti vedno vse te vključene ljudi potem izobraziš in poveš na kakšen način, se je kdaj zgodila kakšna nezgoda? Ja, v bistvu to je tako zanimivo. Jaz vedno rečem, na dogodku, ki ga sama pripravim scenarij, seveda vse vključene, natančno povem, kdaj, kje, kako morajo stati, kako se morajo obrniti, kje bojo dobili škarje, na kateri strani traku morajo iti, da bo recimo, pravilna svetloba, da bojo novinarji lahko poslikali, kdaj bojo novinarji dobili izjavo o tem, izjavo od sodelujočih. In običajno si potem rečem, se opravičujem, se veste, jaz sem pač tista tečka, ki vas bo na to vse opozorila, in včasih sem sama sebi tečna, ker vem, da če hočemo, da dogodek steče tako lepo, saj zmeraj se zgodi kaka napaka, ne? Ampak to ni vidno potem tistim. In jaz probam poskrbeti tako, da se dogodek zapelje tako, da gostje ne vidijo napake. In jaz recimo, ko končamo, proslavo, tako ko me šef, direktorica pa župan tako pogledata, točno vidite na izrazu mojem, ali je bilo to tako, kot sem si jaz zamislila, ali kaj ni bilo. In ponavadi pridete vprašati, kaj je bilo pa zdaj narobe, če je bilo pa vse tako super, čestitava, super je bilo. Jaz rečem, ne, to pa to ni bilo, ne. In potem je to tema naslednjega kolegija, kjer povem, kako sem si zamislila, zakaj to ni šlo tako in pač. En primer, imeli smo recimo nek dogodek, kjer je bil na dogodku tudi predsednik takrat, gospod Borut Pahor. In prva vrsta po protokolu je vedno polna. In bil je določen sedežni red, vedela sem točno, kdo sedi na katerem sedežu, in v trenutku, ko je gospod Pahor prišel z županom v dvorano, in on seveda pride čisto na konec in se vstane in ploska in ga posedemo in jaz skozi delčkom očesa vidim, da sedež zraven njega prazen. In potem jaz kdo lahko tam sedi, in sem se mogla v bistvu v trenutku odločiti, da je tam potegnem iz dvorane sodelavca, ki vem, da me ne bo vprašal, da sem rekla, Aleš, prosim, a se lahko sedeš tam zraven. In sodelavci potem naslednji dan, ja, zakaj si je pa on prislužil prvo vrsto, ne. Drugi niso vedeli, ampak Aleš se tudi s protokolom ukvarja in ve. In on je čist mirno se vstal, se usedel zraven njega, no in gospod predsednik reče, tle pa en manjka, ne. In je on tudi vedel, ne, da je pač. Ampak smo rešili, pač. V tistem mislim, dobro je, da si toliko zdresiran v tem protokolu, da ko se zgodi situacija, tik pred zdajci, minuta pred začetkom, da jo pač odreagiraš tako mirno, da ne opazijo drugi in da jo rešiš. Se pravi, zdaj lahko izluščimo, kako zelo pomembno je poznavanje protokola, detajlov v protokolu. Nekaj, kar se mogoče vsem sliši zelo enostavno, za sabo potegne veliko organizacije, izobraževanja, sporazumevanja in tudi potem, da to se izpelje, v bistvu je potem veliko tvoje energije v tem, da res s kančkom očesa pregledaš, da res vse, da je vse urejeno. Metka, si tudi prejemnica naziva ADMA Odličnost leta 2023. Kaj ti ta naziv predstavlja?
V bistvu jaz sem bil v bistvu prejemnica naziva komunikacijska odličnost 2013. In že tisto mi je dalo tako nekako, ja, prav je, da sem prijazna, čeprav mi včasih kdo reče, si tako malo preveč pocukrana. Ampak, potrdilo, sem pač prijazna in taka moram biti. In ta Adma odličnost 2023 je bila ne samo da je bilo potrditev meni, da delam prav, da sem na pravi poti, bilo tudi na nek način tako dokaz, poglejte, tudi ostali, ja, delam prav, ne. Moji šefi so rekli, da itak so oni to vedeli, tudi če tega papirja ne bi prinesla, da oni vejo, da sem jaz za njih najboljši, ampak mi pomeni veliko. Kdo te pa je spodbudil k prijavi? Si imela kakšno posebno spodbudo? Ja, jaz sem tudi članica Kluba poslovne odličnosti Dolenjska, Bela krajina in Posavje in so me v bistvu, ena izmed članic tega kluba me je spodbudila. Se pravi, vedno pelješ niti, včasih rabiš pa tudi malo spodbude, da lahko pokažeš, kdo si in koliko si sposobna. Ja. Ja, no, drage gledalke in dragi gledalci, pred nami je zopet kratek odmor. Z našo Metko bomo odkrili še veliko zanimivih stvari, zato se zopet vidimo čez nekaj trenutkov. Drage gledalke in dragi gledalci, gledate oddajo Moč poslovne podpore. Z nami je Metka Resnik, poslovna sekretarka iz občinske uprave Mestne občine Krško. Draga Metka, v prejšnjem delu sva spoznali kar veliko zanimivih stvari o protokolu, o tvojem delu. Povej mi, kako pa še drugače gledaš na to delo z ljudmi, z različnimi znanji, kako se izpopolnjuješ, izobražuješ, daš kakšen poseben poudarek tudi na tem področju? Ja, na ta izobraževanja res zelo rada hodim. Sredstva za izobraževanje v javni upravi so pač omejena, ampak na nek način mi vodstvo vedno podari izobraževanje na tistega, ki želim iti, kot neko nagrado za mojo prizadevnost, dodatne ekstra ure, delo za vikende, to dosegljivost na telefon 24/7, čeprav imamo pravico do odklopa in tako. In seveda z veseljem potem na ta izobraževanja grem, kjer ne samo, da sem res prisotna pri vseh predavateljih, pomembno mi je tudi to druženje, mreženje po predavanju ali s predavateljem ali pa z udeleženkami, ker tle je vedno ogromno nekih novih informacij, nekih novih, če ne druga, poznanstev, ki jih lahko potem kasneje pri svojem delu izkoristim in pač pokličem to kolegico, vprašam, si na tem ministrstvu, mi lahko pomagaš, rabim to pa to. To je ena stvar, druga pa vedno moje vodstvo točno ve, da iz vsakega predavanja, ko pridem nazaj, je potem brainstorming in najprej to predstavim vodstvu, jaz pa imam novo idejo, a lahko to pa to. In pa smo v mogoče zadnjem letu, 2 let, uvedli tudi prakso, da ko se vrnem s predavanj, lahko skličem sestanek vodji pisarn na občini, vodji pisarn posameznega oddelka, kjer jim potem določena znanja lahko prenesem. Sama se odločim potem, katero se mi zdi primerno, ali pa ne vem, pač imamo neko časovno omejitev, ampak ja, to znanje potem prenesem tudi na njih. Omenila si, da je več vodij pisarn, se pravi več administrativnih delavk, poslovnih sekretark. Ti si v občinski upravi pri županu, imaš kar nekaj v kabinetu župana. Z temi ostalimi sodelavkami, poslovnimi sekretarkami, imate kakšno posebno vez, jih mogoče tudi ti kdaj koordiniraš in pomagaš, se skupaj tudi kdaj izobražujete? S temi puncami v bistvu sem v dnevnem kontaktu, ker pač prihajajo z dokumentacijo v podpis županu ali pa pridejo iskat pošto, tako da dnevno smo na tem. Seveda pač zelo velikokrat, ko rabijo pomoč, pač pomagam. Pokličejo, pa skupaj rešujemo kakšne težave, ne vem, usklajujemo koledar. Ja, in pomagam, koliko je pač v moji moči. Je pa tudi recimo, ko je obdobje pri nas občinskega praznika, to je obdobje 14 dni, ker sem dejansko v službi 12 ur ali pa več dnevno in je ogromno dogodkov, nekih otvoritev, nekih protokolarnih zadev. In takrat pač zelo lepo napišem mail puncem in rečem, začel se je zopet občinski praznik. Verjetno bom v tem času zelo tečna,
prosim spoštujte, da pač je v tem trenutku res zelo veliko dela, se upravičujemo naprej, bom nadoknadila svojo prijaznostjo, dajte mi napisati raj mail ali pa ne vem, ko pa da me 2-krat, 3-krat kličete, bom pomagala, koliko bom lahko, ampak prosim za razumevanje in se vnaprej upravičujem. Tako da se mi zdi taka mala gesta, ko ok, bomo jo zdaj pustile pri miru, saj bo pol. Tako. Se pravi, že vnaprej upozoriš, da je pred tabo težje obdobje, ko imaš res veliko dela, da potem tudi nimaš teh nekih motilcev, kot so telefoni, pretirano veliko mailov in podobno. Tako. Kako pa vidiš svojo vlogo oziroma vlogo poslovne sekretarke nasploh v prihodnosti kot vrednotenje, digitalizacija, kaj prinaša? Jaz še zmeraj pravim, da smo poslovne sekretarke tista vrata v ali podjetje ali v občino, ki svojo empatijo, svojo osebnostjo, svojim nasmehom pokažemo, da damo nek pozitiven pridih. Nekaj, kar ne znam niti povedati, pač tisto, kar je res pomembno, da si stvarijo obiskovalci pozitivno mnenje o podjetju, o nas. Zdaj, digitalizacija, ja, definitivno tudi v javni upravi se to zelo vidi in zelo kaže, pač gremo s tokom. Jaz vedno pravim, pač, ne vem, ChatGPT, ja, ga uporabljam. Verjamem, da me ne more zamenjati poslovne sekretarke, je pa tako, da če ga ne bomo znali uporabljati, bomo pa mogoče na nek način nazadovali v primerjavi s tistimi poslovnimi sekretarkami, ki pa to uporabljajo. Tako. Da, ja. Se pravi, si mnenja, da je ustrezen pomočnik, ki nikoli ne bo nadomestil poslovne sekretarke, njenega srčnega nasmeha, iskric v očeh in hitrega prilagajanja. Ja. Tako. Povej mi, kaj bi svetovala recimo mladim dekletom in fantom, ki se odločajo za poklic poslovnega sekretarja. Vemo, da trenutno je trg, kar v bistvu je pomanjkanje tovrstnega kadra tudi. Mladi se kar težko odločajo za ta poklic, nekaj izhaja tudi seveda iz te zgodovine, iz tiste klasične tajnice, kar zdaj v bistvu ni več, ampak je poslovna podpora postala velika stopnička višja in desna roka vodstvu podjetja in tudi uspehu podjetja. Kaj so tisti drobni nasveti, zakaj se odločiti za ta poklic? Če si rad med ljudmi, če rad imaš komunikacijo, če si rad v protokolu, potem je to že pravi izbor. V vsakem primeru jaz pravim, če se odločiš za poklic poslovne sekretarke ali pa za katerikoli drug poklic, če to čutiš v srcu, če to je tvoj tisti, da imaš strah, da ti to pokaže res, da ti to da neko dodatno energijo, potem je to pravo. In jaz sem zelo ponosna, jaz sem imam primer 2 punc, ki sta pač delala obvezno prakso v srednji šoli pri meni v kabinetu. In sem jih toliko navdušila z mojim delom, da sta šle obe potem nadaljevale naprej, so se izobraževale za poslovno sekretarko. In sem jim bila tudi mentorica potem na fakulteti. In ko vidim, veliko punc je šlo skozi kabinet v času teh obveznih praks. Ampak na očeh vidiš, na nasmehu, na načinu, kako stopi čez vrata, ali je ona tista, ki to res dela, ki bo dobra ali pa ne bo dobra. In pač, jaz sem jima pač tem 2 direktno pač povedala, jaz mislim, da bi pa bile odlične in v bistvu obe delata v tem poklicu. Na zelo pomembnih, pač v pomembnih podjetjih na mestu poslovne sekretarke. Ja. Odlično. Ja. Se pravi, si poleg res pozitivne poslovne sekretarke s srcem tudi odlična mentorica, ki zna usmerjati mlade pri njihovi izbiri nadaljnega poklica. Ja, znam pa tudi povedati, da pridejo tudi te mladi, pa rečem, pač jaz mislim, da pač na občini samo pijete kavo in jaz jim potem tudi znam tudi tako ostro povedati, da pač to ni samo to in da pač niso primerni in znam tudi do take meje, da pač prosim direktorico, da ga razporedi na nekam drugo delovno mesto, ker pač pri meni pač mora biti prijazen, ko dvigne telefon, mora biti nasmejan, ko pride stranka in ji pomagati. In če tega ne počne, kljub mojim opozorilom, potem pač ne more biti v kabinetu.
Ko smo že ravno pri kavi, večina jih seveda še vedno pomisli, da je to ena izmed ključnih funkcij poslovne sekretarke. Kakšno je pa tvoje mnenje o tem? Je kava vseeno še eden izmed pomembnejših delov, ki mogoče vseeno nekomu polepša dan, oziroma ti imaš veliko kontakta z poslovnimi partnerji, strankami. Se ti zdi, da vseeno ostaja to v nekih manjših delovnih nalogah? Ja, to je meni nekaj, kar je ostalo od preteklosti. Jaz ko je sestanek, ko župan reče, lahko kavo, je meni to nekaj samoumevnega. Skuham, postrežem, po protokolu da najmanj motim prisotne na sestankih. Je pa tako, vidim, da se odločiš, če je to zdaj nek sestanek, ki vemo, da bo trajal dlje časa, da je z neko, tako bom rekla, prijazno vsebino, potem se postreže. So pa sestanki z strankami, ki so zelo nastrojene, mogoče negativne. V tem primeru pa tudi potem se vodstvo samo odloči, da se ne postreže. Se postreže mogoče, ne vem, z vodo, ki je že tako na mizi, no. Tako da. Se pravi, v nekih segmentih se še vedno ostaja kot ključen del. Ja, nekaj, kar je tako mogoče tako prijazna gesta, no, tako bom rekla. Tako. Mogoče, ker se nam ravno čas izteka, lahko bi še kar veliko protokola, izobraževanj in mentorstev predelale in tudi različnih delovnih nalog. Povej za konec, kaj tebi predstavlja pojem moč poslovne podpore? Kaj vidiš pod tem pojmom? Se mi zdi, da poslovna podpora je nekaj, kar omogoča vodstvo, da je pri svojem delu še boljše. In da delo v podjetju poteka kljub majhnim težavam nemoteno, ker ga znamo me zbalansirati, da v bistvu zunanji niti ne opazijo, da so neke težave. Tako. Se pravi, danes, Metka, s tabo smo dokazali, da poleg vseh znanj, veščin, ki jih poslovna podpora potrebuje, je tudi zelo pomembna srčnost, iskren nasmeh in zavedanje se, da to počnemo za nas in da delo v bistvu poslovne sekretarke, poslovne podpore mora potekati s srcem, z nasmehom na ustih in tudi pri tistih dneh, ko mogoče nismo ravno najbolj razpoložene, probamo nekako predelati dan, vseeno maksimalno dati od sebe in se potem na nek svoj način sprostiti in naslednji dan spet znova z nasmehom v službo, z iskrico v očeh se ukvarjati še naprej z ljudmi in z svojimi delovnimi nalogami. Ja. Metka, res najlepša hvala, da si bila moja gostja. Mi je bilo veselje. Tako, želim ti srečno pot nazaj in se še prav gotovo vidimo. Ko poslušam takšne zgodbe, se vedno znova spomnim, da delo poslovne podpore ni samo služba. Je poklicanost, odnos do ljudi in način, kako vnašamo red, toplino in srčnost v vsak dan. Hvala, ker ste bili z nami in hvala vsem, ki dokazujete, da je podpora največja moč, ki jo ima organizacija. Se vidimo kmalu z novo zgodbo, novim navdihom in enako iskreno energijo.